Hvala za besedo. Tudi z moje strani čestitke kolegici Schmidt-Bauer za poročilo in njeno prizadevno delo na tem področju. Tudi kompromisi gredo zagotovo v pravo smer. Poudarja se predvsem ključno pri ekološkem kmetijstvu, da paralelno z dvigom površin dvigujemo tudi povpraševanje po ekoloških proizvodih, da se nam ne pojavijo primeri, kot so v klasičnih predelovalnih metodah, kjer je na koncu cena za predelovalca prenizka in ker so vsi stroški tudi v času prehoda preveliki. Podpiram tudi idejo, ki je izpostavila gospa Ulrika Miller, da se tudi to prehodno obdobje na nek način zaznamuje in tudi omogoča lažji prihod na trg. Zelo pomembno je, da se tudi pri trženju ekoloških proizvodov uvajajo nove metode trženja. Mladi so tisti, ki so tudi v času korone krize zelo veliko naredili na teh kratkih verigah ponudbi v lokalnem okolju in tudi s pomočjo IT orodij je v zadnjem času celo vrsta teh kmetijskih in predvsem ekoloških proizvodov našlo te neposredne kupce. Tako da pot je pravilna, zagotovo pa je ključno pri tem, da resnično z ozaveščanjem potrošnika dvigujemo tudi povpraševanje, kajti le v tem primeru bomo dosegli ta zastavljeni cilj 25% ekoloških kmetij pod ekološkim kmetovanjem v letu 2030. Hvala.